Dobrodošli spet v Ambientih. Le redko imamo priložnost, da občudujemo zares bogato cvetoč in pester vrt tik ob cesti. Kdor se vozi skozi vas Zgornje Pirniče, blizu Ljubljane, lahko že 2 desetletji uživa v spreminjajočih se privlačnih prizorih barvitega, domiselno urejenega predvrta, ki povrh tega nima niti ograje. To je vrt gospe Karline Trajnen, ljubiteljice vrtnic, pa tudi biodinamične vrtnarke. Pogled iz avtomobila ne pokaže veliko, pešci pa lahko uživajo ob pisanih cvetovih vrtnic in trajnic, ki krasijo preddverje hiše ob cesti. Ne spomnim se, da bi kdaj sedeli v tako lepi dnevni sobi. Karlina Trajnen, vi pravite, tole je vaša dnevna soba. Ja. Zakaj? Zaradi tega, ker je neposredno izhod iz hiše in kjer je tako pripravljena, da imamo različne dnevne sončne čase. Imamo dopoldansko sonce, kjer lahko zajtrkujemo, imamo, kadar je vročina, imamo senčne prostore. Potem je zelo veliko zelenja, ta prva spomladka vse začne šele prihaja, ko so še listi vsi zaokroženi, ko še niti ne veš, kaj bo, in potem, ko se odprejo barve. In v jesen, ko bo vse naenkrat začelo postajati rumeno, rujavo, ki mi potem pripoveduje, da gre k koncu letnega časa. Karlina Trajnen živi v svoji rojstni hiši. To so Zgornje Pirniče pod Šmarno goro, številka 2, že vedno. Hiša je bila 33. leta zgrajena. Moja mama je bila tudi velika ljubiteljica rož. Jaz sem imela pa že kot otrok svojo gredo, ampak to je bilo zelo problematično, ker jaz sem vedno imela cvetočo gredo. Ko so najlepše rože cvetele, sem jaz cvet utrgala in ga posadila v mojo gredo. Ker moji mami to ni bilo všeč, to je bilo vedno eno porit. Ampak ni nič pomaga. Ja. Lastnica je več let živela v Nemčiji, kjer se je izučila za kozmetičarko. Tam pa se je začela tudi njena največja ljubezen do rož, torej do vrtnic. Je vas Steinfurt, kjer cela vas živi od vzgoje vrtnic. Nekje v 50 letih je bilo 2000 ljudi je imela ta vas in 300 firm, to se pravi majhne firme, ki so vzgajale vrtnice. Od ekološke vzgoje do najbolj čudežne. Tam je najstarejša nemška firma za vzgojo historičnih vrtnic. Tam je muzej vrtnic. Oni imajo vsako drugo leto povorko vrtnic, kjer porabijo na milijone vrtnic. Se pravi, sredi teh tisoče vrtnic, ker to je cela vas, je kavarnica in v nedeljah sem hodila jaz na kavo, na tiste različne barve, vonje. Mislim, ne moreš se otegniti od tega, da te to ne prevzame. V Nemčiji se je srečala tudi z zahtevnim, sonaravnim načinom vrtnarjenja, ki je pravzaprav način njenega življenja, to je biodinamika. Je dejavna članica našega Društva za biološko dinamično gospodarjenje AIDA. Kaj ste nama tlele pripravili poleg to, kar ste narezali tole? Aha, ali to je pa rožna baola. To je pa vonj, ki osvežuje. Kaj še delate z vrtnic? Ker vem, da še kaj delate drugega. Marmelade. Delam marmelade jagod z vrtnicami, delam marmelado češenj z vrtnicami, delam torto in pecivo. Solato. Naša zelena solata ni nikoli zelena, je vedno barvita, vedno z vrtnicami. Vrt je začela urejati pred približno 20 leti. Ni velik, saj meri le dobrih 250 kvadratnih metrov, a je poln najrazličnejših rastlin. Gospa Trajnen je svoje znanje o hortikulturi poglabljala tudi na številnih izletih po tujih vrtovih, hkrati pa jo navdihuje bogata flora naše dežele. Tle smo zdaj v tej dnevni sobi, kjer mogoče trenutno manj cveti, zato je pa tem več različnega listja in seveda s tem tudi odtenkov zelene. Ne? Ja, ta zelena barva človeka pomirjuje, da ni to zdaj samo zelena, temveč je različno zelena. To se pravi zelena, ki gre v modro, zelena, ki gre v rumeno, zelena, ki gre rozno, oranžno, ampak vse je še zeleno, vse ti daje pravi ton dobrega počutja.
Na gredi pred hišnim vhodom, torej na predvrtu, se bohoti množica cvetočih trajnic. Lastnica je izbrala prave trajnice za družbo z vrtnicami. Recimo, da rabimo plahtico, sivko, mačjo meto. To je mnogo teh rastlin, ki so malo nižje, ki ne obremenjujejo direktno vrtnico, ker nimajo globokih korenin, tako kot vrtnica. Ampak pri meni so se recimo zarasle rastline, ki niso zdaj tako mišljene kot služinčat. Jaz sem enkrat izrazila, da je vrtnica kraljica in vse tisto, kar je pod njo, je služinčat. Vmes sem odstopa malo od tega, da je tudi služinčat lahko zelo lepa, ja, zelo interesantna. Naša predstava o vrtnicah je neločljivo povezana tudi s trnjem. Gospa Trajnen ima zanimivo razlago simbolike trnov pri vrtnicah. Trne vrtnice te opozori, tako kot človeku te opozori bolezen, da nisi čisto na pravi poti, to se pravi, te opozori. In tako te opozori vrtnica na to, da je v življenju treba preseči tisto, kar je boleče. Vrtnice nas opozarja, ko nas zabode, da je vse tisto, kar je slabo, tisto, kar je negativno, je treba preseči. Ko presežemo nekaj negativnega, gremo v novo, tako rekoč novo življenje.